Dragi nagrajenke in nagrajenci, spoštovani gospe in gospodje, dobrodošli v predsedniški palači na sprejemu, ki ga je ob zaključku akcije Moj zdravnik 2020 priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Poslanstvo zdravnic in zdravnikov se je v letošnjem letu, ki ga zaznamuje pandemija COVID-19, še bolj potrdilo kot nenadomestljivo. V teh negotovih časih ste zdravnice in zdravniki ohranili strokovno in moralno odličnost svojega poklica. Povsod po državi ste po svojih najboljših močeh in zmožnostih pomagali obolelim, delili svoje znanje in nam vsem dajali upanje, da bomo skupaj premagali novi virus, zato je današnji sprejem tudi izraz hvaležnosti in spoštovanja vašemu delu. Vseslovenska akcija Moj zdravnik je letos potekala 24. Uvodoma k besedi vabim gospo Majo Kozlevčar Živec, predsednico zdravniške komisije Moj zdravnik 2020, ki bo predstavila nekaj vtisov letošnjega izbora. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, zahvaljujem se za naklonjenost, ki jo s tem srečanjem izkazujete današnjim nagrajencem in preko njih reviji Viva, ki že 24. zapored razkriva našim sodržavljanom izjemne ljudi, ki v svojem delu izrazito izstopajo. Zdravnik, kako lep poklic? Ne, prej poslanstvo. Koliko truda je potrebno, da iz študenta medicine postane samostojen zdravnik? Brusijo ga izkušnje pri delu s pacienti, bodisi v ambulanti zdravstvenega doma ali v veliki bolnišnici. Oblikujejo ga stiki s kolegi, kar mu daje potrebno širino in poglobljeno znanje. Ni samo strokovnost, ki skozi leta sledimo. Zdravniki nismo prizanesljivi pri hotenju odpravljati napake, ki kvarijo učinkovitost našega zdravstvenega sistema. Pandemija pa je bila zanj velik stresni test. V začetku dvom o pravilnosti ocen, nato strah, skrb za ranljive skupine, nato resne napovedi bodočnosti. Vse to je sprožilo pri vseh neverjetno solidarnost. Mirno lahko rečem, da smo zdravniki naredili maksimum, da bi lahko zagotovili pomoč vsem, ki jo potrebujejo. A čas stori svoje. Trajanje epidemije je na površje spravilo in razgalilo tudi že znane, prikrite, zastrte, zakopane in negativne plati zdravstvenega sistema. Z vso silo so nas udarile v obraz, nam spodnesle noge in zarezale v tisto varljivo podobo o tem, da je zdravstvo dostopno takoj, za vsakega in v enaki meri. Ko ne moremo do svojega zdravnika, ko pot do specialista, tudi za resno obolelega, skoraj da ni, nad tem se velja zamisliti in zagotoviti osnovno zdravstveno varnost slehernemu, ki potrebuje takojšnjo zdravljenje. Spoštovani gospod predsednik, prepričana sem, da večino težav, ki tarejo naše zdravstvo, poznate. Današnji nagrajenci so dokaz, da je odgovorno in etično ravnanje med zdravništvom visoko ovrednoteno. Kodar boste imeli priliko, povejte, da med zdravniki ni razlike. Enako skrbno dela naš kolega ali kolegica, kot državni uslužbenec v zdravstvenem sistemu, v zdravstvenem domu, v bolnišnici, kot zdravnik s koncesijo ali brez nje v svoji ambulanti. Vsi čutimo in sprejemamo isto in enako odgovornost do prebivalcev naše države. Imate naše zagotovilo, da se bomo tega držali. Danes podeljujemo priznanje zdravnikom, ki so jih izbrali ljudje zaradi njihove strokovnosti, srčnosti in globoke povezanosti s pacienti. Želim, da tako tudi ostane, da se jim dovoli, da ostanejo zdravniki z veliko začetnico. Najlepša hvala. Hvala, gospa Kozlevčar Živec. Osrednja tema letošnje akcije Moj zdravnik je povezovanje in sodelovanje. Ljudje so tudi letos po svoji vesti izbirali najsrčnejše zdravnice in zdravnike in jim tako izkazali hvaležnost za njihovo požrtvovalno delo.
Glasovanje je potekalo v 10 kategorijah, ljudje pa so glas namenili 2014 različnim zdravnikom. Moja družinska zdravnica je postala Mirela Mičič Despotovič, moj pediater je postal Denis Baš, moj onkolog je postal Marko Hočevar, moj zobozdravnik je postal Rok Jurca, moja nevrologinja je postala Lidija Žitnik, moj urolog je postal Simon Havlina, naziv moj kardiolog sta prijela Vojko Kanič in Igor Krajnc, moja oftalmologinja je postala Brigita Cvetko, moj ortoped je postal Gregor Kavčič, moja ginekologinja pa Hatje Ismaili, ki je izmed vseh prejela tudi največ glasov in tako postala moja zdravnica leta 2020. Iskrene čestitke vsem. Spoštovana gospa Ismaili, iskrene čestitke, beseda je vaša. Ponovno se zahvaljujem vsem vam, lepo pozdravljeni. Velika čast mi je stati tu pred vami. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so glasovali in mi podali čast in naziv naj zdravnica. Najverjetno sem se nekako dotaknila, da so me izbrali. Tako da zahvaljujem se tudi Vivi za to akcijo, da nekako zvemo, da dobro delamo in da to poslanstvo, ki sem ga jaz že od začetka resno prejemala, ne samo kot zdravnik, temveč tudi kot človek, bom nadaljevala naprej, pa tudi mogoče boljše ali pa kot sedaj. Hvala še enkrat. Hvala za sprejem, gospod predsednik. Hvala, gospa Ismaili. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 29. marca letos v predsedniški palači priznanje Jabolko navdiha virtualno podelil vsem junakom človečnosti in upanja, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo kar se da normalno. Ti nenadomestljivi junaki ste tudi zdravnice in zdravniki. Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob tej priložnosti vljudno vabim k nagovoru. Spoštovana nagrajenka, nagrajenci, gospe in gospodje. Najprej naj rečem, da smo danes naredili tako rekoč eno majhno izjemo. Taka prireditev se prvič dogaja v predsedniški palači. Skušamo biti na uslugo civilni družbi, kolikor je mogoče, zato da bi javno življenje teklo, kolikor je mogoče normalno. Poleg tega visoko cenimo to prireditev samo in izbor. Ob tem, ko čestitam torej nagrajenki, nagrajencem, čestitam tudi reviji in vsem, ki se trudite za to, da javnost z veseljem pove, da ima zdravnike rada, da jim zaupa, da razume, da delajo posebno, plemenito poslanstvo, da občuduje poleg njihovega znanja tudi srčnost, dobroto, če želite, da se na njih v celoti zanese. Ob tej priložnosti pa mi dovolite, da rečem eno tudi zelo politično ugotovitev. Pred začetkom epidemije je veljalo splošno prepričanje, da sedanji javni zdravstveni sistem, kolikor je nenadomestljiv in kolikor je sijajen, potrebuje spremembe, zato da bi bil še boljši in nenazadnje v skupnem evropskem zdravstvenem prostoru tudi konkurenčen. Mislim, da je epidemija, čas po njej, sedanji čas, dodatno zaostril vse probleme, ki so veljali pred epidemijo. To, da jih ni razgalil v celoti in na škodo pacientov, imajo največjo zaslugo zdravniki, zdravnice in zdravstveno osebje.
Zdaj, mislim, da dolgo časa slovenski javni zdravstveni sistem na račun enega zares sijajnega, profesionalnega in človeškega predajanja zdravstvenega osebja ne mogu zdržati. V tem smislu pravim, da mora dozoreti spoznanje, da je sredi najtežjih okoliščin, to je okoliščin, ki smo jim zdaj priča, potrebno v političnem razredu ob veliki pomoči stroke razmišljati o strukturnih spremembah, ki so potrebne za to, da bo lahko ta sistem v času sedanje krize in zlasti po njem lahko delal tako, da ne bomo imeli čakalnih dob in drugih strukturnih problemov, s katerimi se soočamo. Razumem, da lahko taka moja ugotovitev in poziv naleti tudi na nerazumevanje, vendar sem tudi jaz, tako kot zdravnice in zdravniki, dolžan govoriti po vesti in srcu. Moje rezoniranje, moje razmišljanje je tako, kot sem ga izpovedal. Zdaj je čas, vem, da je zelo težko, vendar bi rad povedal, in to je dodaten kompliment zdravnikom in zdravnicam, tudi vašim strokovnim organizacijam, da ko to razmišljanje delim z vami, naletim na razumevanje, ne glede na to, da imamo tudi razlike, kako se stvari lotiti in kako kakšno stvar rešiti. In to bi rad povedal, da v vseh teh srečanjih z zdravniki, v vseh teh mesecih, nikoli nisem naletel na drugačno oceno, kot to, da so zdaj potrebne spremembe, da je zdaj potrebno razmišljati o njih, da ne smemo odlašati, da moramo stakniti skupaj glave in da moramo sodelovati pri tem velikem projektu. Drugače se bo lahko res zgodilo, da bomo v nekih letih, ko bomo iztrošili ta čisto človeški potencial zdravstvenega osebja, lahko videli boleče rane v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu in ne bomo imeli niti ne politične volje, niti več dovolj moči, da bi lahko to naredili brez resnejših problemov za zdravje naših ljudi. Zdaj, ker smo najprej najbolj odgovorni za zdravje, poleg zagotavljanja nacionalne varnosti, ta pa ni ogrožena, ampak za zdravje se mi zdi, da ne bo nič narobe, če sem na nek način tudi na tej prireditvi, ki je sicer seveda namenjena predvsem enemu izrednemu spoštovanju vseh vas, ki ste nagrajeni, vaših kolegov, vašega dela, da ugotovimo mogoče skupaj še enkrat tudi to, da zdaj v tem času, sredi te krize, ni čas za odlašanje, ampak nasprotno čas za to, da se stopi na plin z potrebnimi spremembami. Samo pod temi pogoji bomo lahko zagotovili, da boste lahko normalno upravljali vaše poklice. Drugače vas bo sistem izžel do konca, potem pa se bomo znašli v situaciji, ko bodo morebitni popravki ali globlje spremembe še veliko težje in na škodo pacientov. Temu se moramo v celoti izogniti. Spoštovana glavna nagrajenka in posamični nagrajenci, spoštovana revija Viva in vsi, ki jo sooblikujete, vsem gre na svoj način zahvala za vaš trud, za vaše poslanstvo, to, da smo se danes tukaj izbrali in vsej slovenski javnosti sporočili tista imena, tiste zdravnice, zdravnike, ki so ljudem še posebej pri srcu. Verjetno znanje vseh občudujemo pri vseh, ampak še eno posebno srčnost, eno zavzetost, eno dobroto, pa mogoče kakšen še prav posebej pokaže, to si mi pacienti zapomnimo in imamo potem svojega najljubšega zdravnika. Čestitke. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sledi fotografiranje nagrajencev akcije Moj zdravnik 2020 s predsednikom Republike Slovenije na stopnicah. Z namenom varne izvedbe fotografiranja goste sprejema vljudno vabimo proti arkadnemu delu dvorane in vas vljudno prosimo, da še naprej ohranjate priporočeno medsebojno razdaljo. Hvala.
lepa. Hvala lepa.